Ja, hvala, Taja. Lep pozdrav vsem udeležencem današnjega webinarja. Jaz sem vesela, da so me pač povabili na to, bom rekla, na ta pomemben dan, ki nam je spremenil življenje oziroma marsikomu od nas. In vsekakor, ko sem pripravljala današnjo PowerPoint prezentacijo, sem razmišljala, kako zelo se je tehnologija spremenila. In tukaj na prvem slajdu lahko vidite na vaši levi strani vsadke, ki so bili nekako prvi iz leta 78, 80, 81 od Medela, Kuhlarja, in pa današnja tehnologija, kakšna razlika je, da ne bi rekla, kakšna razlika je tudi v poslušanju. Zelo rada vedno tudi začnem svoje predstavitve z sestavki, ki jih je moja hči napisala pred leti za naš časopis Evropske zveze, in sicer so se meni ti občutki neizmerno dotaknili. Sicer, ko hodimo po ulici, običajno ne zaznavamo zvokov, s katerimi smo vsakodnevno obkroženi. Promet, smeh, ptičje petje. Sprejemamo jih kot običajne in same po sebi umevne. Toda kaj, ko teh zvokov nenadoma ni več? Zato bi vam danes rada predstavila, kako poteka nekako sprejemanje izgube sluha, vsaj kako je potekalo pri meni, mojo pot, rehabilitacijo. Na kratko bi predstavila nekaj povzetkov ankete, ki sem jo naredila pred 2 letoma, in pa opredelila vrzeli, ki jih je še vedno vidim na slovenskem območju. Sicer samo v informacijo, moja pot se je začela pri 23 letih, ko se mi je začel postopoma pešati sluh. Dolga leta sem bila uporabnica različno močnih slušnih pripomočkov. Leta 2014 sem prejela prvi polžji vsadek na levi strani in pa v letu 2020 tudi vsadek na desni strani. Izjemno pomembno, se mi zdi, da svojo izgubo sluha razumemo in jo na koncu nekako tudi sprejmemo. Psihološki vidik izgube sluha pri odraslih osebah je namreč izjemnega pomena. Žal pa je pogosto zanemarjen in so ljudje nekako prepuščeni sami sebi in pogosto laičnim razlagam. Izguba sluha pri odraslih nastopa pogosto postopoma in je sprva zanikana, saj le tega ne želimo in pač tega nočemo. Po prvem šoku znamo biti jezni, da se mi to dogaja, da se meni to dogaja, zakaj se mi je že toliko stvari v življenju zgodilo, zakaj se mi mora še to zgoditi. Potem smo nekako žalostni, da smo ravno mi tisti. Ob koncu pa večina sprejme izgubo tako, kot je, in začne iskati ustrezne rešitve, ki so bodisi ali slušni aparati ob začetku izgubah ali kasneje, bom rekla, druge možnosti, tudi kot je polžji vsadek. Kaj se je meni dogajalo in kaj se ljudem dogaja pred implantacijo? Okrnjena zmožnost aktivne komunikacije. To je nekako, bom rekla, tisti pogoj, kdaj greš v postopek pridobitve vsadka, ko ti slušni aparat praktično ne služi več dovolj. In sicer lahko rečem, da pred izgubo sluha, zaradi okrnjene zmožnosti aktivne komunikacije se pogosto pojavljajo komunikacijski šumi, različne osebne stiske, socialna izolacija, v stiski se zaradi izgube sluha pri posamezniku lahko, bom rekla, znajdejo celotne družine,
težave se najdejo v mikro in makro okolju, na delovnih mestih, kjer je pogosto veliko nerazumevanja. Pa ne samo izguba sluha, tudi druge težave, ki jih imajo ljudje. Posledica vsega je lahko tudi poslabšanje zdravstvenega stanja, tako fizičnega kot psihičnega zdravja. Zase lahko rečem, da sem sama imela obilico težav, predvsem pa, da sem se ob tem počutila izjemno sama. Vedeti pa je treba tudi to, da pred 20-30 leti se je o sami naglušnosti in izgubi sluha govorilo veliko manj. Izguba je bila pogosto skrivana in nerazumevanje okolja, da nekdo ne razume, ker ne zmore razumeti, je bilo pravzaprav izjemno veliko. In vsi tisti reki, ki jih poznamo, a si gluh, saj nočeš slišati, slišiš samo, kar hočeš slišati, vsekakor ti reki niso pripomogli k sprejemanju naglušnosti. No, in tako še barvno prikazane težave, s katerimi se oseba, ki izgublja sluh, pravzaprav sooča. Če izhajam iz sebe in grem bom rekla, na moje občutke, neposredno po implantaciji, kaj se mi je dogajalo neposredno, pa ne samo meni, vendar tudi drugim, vendar je bilo to samo 7 let nazaj. Sama sem se soočala z 98% izgubo po Fowlerju. Najmočnejši slušni aparati so mi koristili v tihem okolju, v neposredni komunikaciji, sicer pa zelo malo. Se pravi, v komunikaciji na pol metra, 1 meter, če je bil govor dovolj glasen, v mirnem okolju, kar vsekakor za normalno življenje, bom rekla, in delo ni dovolj. Takoj po implantaciji sem se znašla v okolju, ki mi je bilo pa pravzaprav še bolj strašljivo, ker nisem slišala pa čisto ničesar. Takrat sem občutila izjemno pomanjkanje informacij, velika je bila zaskrbljenost družine, otrok, soočala sem se z izjemnimi dvomi v uspešnost, ali bo vsadek delal ali ne bo delal, strahovi, kaj če ne bo šlo, so bili izjemno prisotni. Občutila sem, da imam premalo podpore, tako laične kot strokovne. Pogrešala sem stik z osebami, ki so v enakem položaju, kot sem bila jaz. Nekako ti namreč da informacija drugega uporabnika, polževega vsadka, tisti pravi odgovor, saj gre, saj bo šlo, saj verjameš zdravnikom, ampak v takih primerih, si pa nekako bližje z nekom, ki je šel skozi enak postopek, skozi katerega greš ti. K sreči sem se že sama pred tem pridružila v Društvu gluhih in naglušnih v Kranju, Auris, in tam našla neko oporo, predvsem pa pomoč v komunikaciji in tudi videla, da obstajajo možnosti za komunikacijo. Takrat sem se posluževala predvsem branja z ustnic in pa pisne komunikacije. Iskala sem informacije po spletu, kako potekajo preiskave. Vsi so mi pred preiskavami vse pojasnili, tega jaz ne morem reči, da mi kdo ni pojasnil, vendar, ko ti pojasnjujejo, se pogosto marsikdo obrne stran, pove na hitro, ti pa si dejansko gluh in skušaš razumeti, skušaš prebrati z ustnic, kaj ti sogovorec govori, da boš lahko postavil neko smiselno vprašanje ali izrazil strah. In potem, ko 2-krat, 3-krat ponoviš oziroma rečeš, a lahko ponovite, in potem še ne slišiš, ja, res je, tudi jaz sem potem obupala, prikimala, in se potem odločila, da bom doma raziskala, o čem smo se pravzaprav pogovarjali, Tako da sem se resnično v domačem okolju igrala v tistem času pravega detektiva, iskala sem informacije po spletu, kako poteka kakšna preiskava, zakaj se gre, zakaj je kaj potrebno, vse tisto, kar so mi načeloma sicer na kliniki pojasnili, pa jaz nisem razumela. Nisem pa pravzaprav imela kje prebrati,
ker v slovenskem jeziku pravzaprav ni bilo napisanega nič tako zelo konkretnega. Naprimer, ko se odločiš za polžev sadek in ko reče, mogoče pa bi bil ti ustrezen kandidat, naredimo to in to preiskavo. Jaz sem iskala takšno informacijo. Skratka, vendar se bom tega dotaknila še malo kasneje. Kot sem rekla, sem takrat v tem obdobju neposredno po implantaciji veliko obiskovala društvo, kjer sem dobila kar nekaj bom rekla, koristnih podpor, in potem sem se pridružila tudi eni skupini na spletu, na socialnem omrežju, ki mi je izjemno pomagala, in potem mi je prišlo na misel tudi, da lahko to ustanovim tudi v Sloveniji, v slovenskem jeziku, ker vem, da če imaš okvaro sluha, imaš pa lahko pogosto tudi problem v učenju tujega jezika. Vsekakor, pa mi je bilo v prvih dneh po implantaciji, ko nisem slišala čisto ničesar, in po prvem fittingu, ko nisem zaznala praktično nobenega zvoka, in to je bilo nekaj tistega najbolj grozljivega, ko so vsi pričakovali, da jaz nekaj slišim, jaz pa nisem slišala, mi je bilo to neizmerno težko in vem, da sem takrat na Facebookovem socialnem omrežju našla skupino Cochlear Implant Experience, napisala sem svoje strahove, seveda glede na to, da sem jaz to pisala ponoči, ko nisem spala, ko me je skrbelo, sem dobila odgovore tako iz drugega konca sveta, izjemno veliko mi je pomagal en gospod Joe, ki mi je ves čas, vem, da dan za dnem vedno pisal, saj bo šlo, samo moraš biti potrpežljiva. Tako da samo moram reči danes hvaležna za takšno podporo. Bi pa rada omenila še eno pomembno razliko, ki se dogaja med otroci in pa odraslimi, in sicer z vidika podpore, ker pomen podpore je izjemen. Vedeti moramo, da smo odrasli v času doživljanja neke invalidnosti, ni važno katere, konkretno tukaj izgube sluha, tudi nekakšni otroci. In pogosto reagiramo tako, se smilimo sami sebi in se zjokamo mamam na ramenu, ne glede na starost, in potrebujemo veliko opore. Vendar so pogosto vloge tukaj zamenjane. Odrasli z izgubo sluha podpira in razlaga v svojem okolju, kaj se mu je zgodilo, kaj se dogaja, zakaj se odloča, in vsekakor to ne daje neke, bom rekla, moči, posamezniku, temveč to moč kvečjemu pobira. Zato je, bom rekla, ozaveščenost okolja izjemnega pomena. Otroci imajo bom rekla, po eni strani srečo, ker imajo v večini primerov ljubeče starše, ki razumejo, skušajo razumeti njihovo stisko, tudi družine nekako bolj razumejo, to stisko in jih podpirajo na njihovi poti, Odrasli, pa podpiramo v tem primeru svoje otroke, saj meni se je to dogajalo in moram reči, da je bilo to zelo težavno obdobje. In po prejemu prvega procesorja, sem se seveda počutila precej izgubljeno, pogrešala sem vodenje, informiranje, to, kaj točno moram početi. Dobila sem procesor, v redu, naj ga nosim in naj poslušam, ampak kako naj zdaj to poslušam, a bom slišala? To je bilo en kup vprašanj, ki so se mi porajala, in nekako lahko rečem, da sem pogrešala tisto pravo rehabilitacijo. Tako kot če si zlomiš nogo, te usmeri v rehabilitacijo, 10 vaj, fizioterapija, to.
tukaj pa tega pač ni bilo, vsaj ne na začetku, a ne. Vedno sem imela sicer dostop do klinične logopedinje na URL, a ne, toda potrebovala sem več kot le fittinge in pač pogovore ob fittingih. Sama sem si naredila potem nekakšen okvirni program, kaj lahko počnem, nekak načrt vaj poslušanja na način od lažjega k glasnemu in težjemu in tišjemu. Procesor sem uporabljala res ves čas, minimalno 8 ur dnevno, nato pa 12 do 14 ur, razen enkrat, ko mi je prišla do nekega vnetja, a ne, da sem morala biti brez procesorja, a ne. Opustila sem pa uporabo slušnega aparata na desni strani, zaradi nekega zapleta, ki se je pojavil, a ne, in ker sem bila, lahko rečem, sem bila pa dolgo časa na bolniškem staležu, a ne, in sem se res lahko posvečala svojemu napredku, kajti moje delovno mesto, a ne, je vezano na komunikacijo, v bistvu sem 8 ur neposredno v komunikaciji, a ne, in bom rekla, brez tega pravzaprav ne morem opravljati svojega dela, a ne, kar je bil pa tudi nekak šok. Če tako pač pogledam, a ne, tako je bil pač moj načrt, da najprej sem se učila prepoznavati zvoke, a ne, od tega tudi sem 2 pokrovke, a ne, udarila skupaj, to ropota na takšen način, a ne, potem sem za žlico ropotala po mizi, to je ta zvok, po krožniku, to je ta zvok, a ne, če sem odprla vodo, voda šumi tako, brbota tako, dejansko sem gledala, kaj je kakšen zvok, a ne, s čim ki ga povzročam, ker na začetku pravzaprav zvokov nisem ločila, a ne. No, potem sem prešla iz teh zvokov na prepoznavanje posameznih besed, a ne, postopoma na prepoznavanje stavkov, besedil, a ne, branih besedil, potem slišanih besedil iz avdiomedijev, potem sem prešla na glasbo, kjer sem skušala ločiti instrument, ločiti besedilo, in pa na govor in govor v množici, prepoznavanje govora v množici, a ne. Sem pa na začetku, a ne, uporabljala seveda avdiokabel, a ne, potem imela sem različne razdalje, različne smeri, od kje je zvok prihajal, a ne, za mano, pred mano, a ne, ali sem gledala govorca, nisem gledala govorca, a ne. Imela sem različne zahtevnosti besedil, od takih preprostih besed, a ne, do kompliciranih besed, a ne. Moram pa reči, da sem številke vedno dobro razumela, a ne. Tudi ko sem šla na predavanja, sem se postavila na različne lokacije, a ne, in skušala razumeti, a ne, govorca. Moram reči, da sem bila neizmerno navdušena, ko mi je to uspelo, a ne, da sem lahko slišala oziroma razumela govor z ozvočenja. Seveda moj največji uspeh, a ne, bom rekla, je bil pravzaprav razumevanje govora po radiu in na koncu po telefonu. Ves čas, a ne, so mi pa koristili, a ne, bom rekla, podnapisi. Podnapise še vedno koristim in berem, a ne, ker se počutim vsekakor bolj sigurna, a ne. In pa veliko tudi, bom rekla, moj slušni spomin, ker sem se pač spomnila, muca mijavka na takšen način, vrana kraka tako in tako, a ne, in je bilo to nekako lažje ozavestiti. No, če pogledam po 3 mesecih, a ne, 3 mesece po prvi implantaciji se je pa moj kirurg in moj tedanji zdravnik upokojil in me nekako, mislim, da prevzela doktor Battelino, a ne, ki mi je pa predlagala vaje poslušanja na Zavodu za gluhe in naglušne in mi izdala tudi napotnico, in to je bilo, se mi zdi, res tisto, kar sem takrat potrebovala, ker sem potrebovala res ocenjevanje, potem spodbudo, da dobro napotrebujem, potrebovala so šolo, pohvalo, a ne, dobro ti gre in je bilo to to. Ali pa če sem bila v dvomih, da sem pač
se pozanimala, ali je to v mejah normale, ali ni v mejah normale. Skratka, potrebovala sem potrditev. Neizmerno sem bila tudi vesela, da so se na kliniki ORL vedno odzvali na mojo prošnjo oziroma na željo, kdaj nastavim procesor, da sem imela na voljo dovolj časa za nastavitve, sem pa navadno na nastavitve prišla tudi pripravljena, kaj točno me moti, kaj pogrešam, kje nekako potrebujem spremembo, je pa včasih neizmerno težko se odločiti, kater ton je pravzaprav pravi, in a slišiš boljše na programu 1, 2 ali 3. Boljše, ko slišiš, težje ločuješ, bom rekla, te razlike. Po 5 mesecih, pa sem se vrnila na delovno mesto, 5 mesecev, kot sem prej omenila, sem imela bolniški stalež, potem sem se dogovorila še, da mesec dni delam po 4 ure, ker mi je bilo dejansko res prezahtevno, da bi bila ves čas v taki komunikaciji, Takoj so me poslali na sistematski zdravniški pregled, kjer sem pač imela zelo razumevajočega zdravnika, razložila sem mu situacijo in povedala, da pač ne morem delati v hrupu, ker me dejansko to spravlja v stres, stisko in se mi začnejo pojavljati vrtoglavice, se pa hrupu seveda nisem mogla popolnoma izogniti. Potem sem seznanila delodajalca z mojim stanjem, pripravila sem seminar za sodelavce o izgubi sluha, o polževem vsadku, pa seveda tudi o slušnih aparatih zraven, Takrat sem tudi, bom rekla, začela aktivno sodelovati v Zvezi društev gluhih in naglušnih, na Evropski zvezi naglušnih. Imela sem zelo veliko različnih predavanj na to temo, in zakaj pač to poudarjam, ker se mi zdi, da sem po prejemu vsadka sem postala dejansko druga oseba, pridobila sem na osebni moči in se opogumila sodelovati tudi na mednarodnem nivoju. Pripravljena sem se bila izpostaviti in povedati, da sem gluha, da uporabljam polžev vsadek, in to mi je bilo neizmerno pomembno. Moram pa reči, da sem v tem mesecu, v tem 5-mesečnem obdobju imela pogoste fittinge, in pričela sem tudi z razumevanjem po telefonu. Ker pa sem v času pred implantacijo in po njej zelo pogrešala predvsem informacije o postopku pridobitvah, kot sem rekla, o preiskavah, ki jih je potrebno opraviti, o času, ki je za to potreben, in ker pač nekako na slovenskem področju ni bilo neke ustrezne literature, sem se odločila, da to pač pripravim sama, Brošurica ki sem jo pripravila, je nastala, bom rekla, po mojih lastnih izkušnjah in realnih postopkih, ki se odvijajo v Sloveniji. Za recenzijo pa sem seveda prosila strokovnjake, doktor Battelino ter logopedinjo gospo Kastelic, ki sta pristopili k temu. Za distribucijo pa smo takrat poskrbeli na Zvezi društev gluhih in naglušnih in res sem vesela, da je ta brošurica koristila marsikomu, ker so me ljudje potem tudi poiskali. Moram pa tudi reči, da se mi je zgodil primer nekega gospoda, ki je prišel pač k meni na dom, potegnil ven slušni aparat iz svojega žepa, si ga pred mano vtaknil v ušesa in potem mi povedal, da nič ne sliši z aparatom, ob tem je grozno vpil seveda, in da razmišlja o polževem vsadku. In potem sem ga jaz vprašala, če mogoče pa dobil to brošurico, in je rekel, ja, so mu jo dali na kliniki. Ne, ni jo prebral, ker je mislil, da je to spet kar nekdo napisal. Tako da moram reči, da sem bila kar malo huda na njega, sicer sem si vzela skoraj 2 ure časa za njega, da sem mu te stvari razložila, hkrati pa tudi povedala, da že v uvodu piše, da je to knjižico napisal uporabnik, in da mu nihče noče ničesar prodati. Skratka, v tem času sem pa tudi ustanovila,
podporna skupina na slovenskem socialnem omrežju, Povzavsadek izkušnje, v kateri je sedaj več kot 250 članov, kar je pa za slovensko povprečje zelo veliko. Skoraj vsak dan se nam kdo pridruži. In v skupini, pa bi rada povedala, da ni dobaviteljev kohlearnih implantov, niti slušnih aparatov, in da imamo seveda določena pravila, ker želim, da je vseeno to neko varno področje, v katerem se uporabniki implantov lahko srečujemo. No, kaj lahko rečem, da se mi je zgodilo po letu dni implantacije, lahko rečem, da je bilo moje življenje se je zelo približalo normali. Seveda pa sem imela stalno zavedanje, da sem gluha in da imam srečo, da slišim. Po tem obdobju sem se res začela aktivno ukvarjati z nudenjem suporta in pomoči drugim ter delovanju na socialnem omrežju. Kaj sem pa jaz počela, to zase v tem času, zelo aktivno sem poslušala, veliko sem takrat poslušala preko kabla, moj procesor še ni bil na Bluetooth, tako da sem uporabljala pač en avdiovizualni kabel. Veliko sem uporabljala tekste pri poslušanju in prepoznavanju besedil. Se mi je pa, občasno pojavljala utrujenost, in ker sem bila na delovnem mestu zelo obremenjena, so se mi pojavljale tudi vrtoglavice, ampak bom rekla, da me to pač nekako ni ustavilo, in ko sem iskala fotografije za današnji PowerPoint, sem bila sama presenečena, kot da se je moje življenje začelo odvijati po letu 2015, Prej pa sem živela v zelo, zelo ozkem socialnem krogu, bom rekla, ves moj socialni krog so bili moji otroci, pa kakšen njihov učitelj, pa nekaj kolegov iz službe, Tako da moram reči, da sem bila potem prav ponosna, ko so me povabili, da predstavim eno prispevek v Bruslju ob mednarodnem dnevu sluha, ki bo 3. marca, ko sem bila na Svetovni zdravstveni organizaciji v neki skupini, kjer smo pripravljali določeno, bom rekla, pač nekaj v povezavi s sluhom oziroma preventivo, in tudi zelo sem bila ponosna na to, da sem bila na konferenci HEAL v Milanu, kjer sem pač s kolegico Ajdo predstavila v bistvu prezentacijo nazaj v osnove, ker se mi je zdelo, da pogosto se pa pozabi na osnove, sploh pri, bom rekla, implantacijah. In če nadaljujem, kakšni so bili pa moji občutki po 5 letih, po eni strani lahko rečem pač ta občutek samostojnosti v pogovorih, neodvisnosti, poguma, zadovoljstva. Po drugi strani se me je pa še vedno lotil včasih obup, to se me še vedno, nemoč, naveličanost ob uporabi tehničnih pripomočkov, to si moram zjutraj dati enega, pa drugega gor, da si moram dati to zvečer dol, da ne slišim pol, ko se enkrat odločim iti spat, da si moram potem vsadek dati nazaj gor. Skratka, včasih te to spravi v, bom rekla, neko tako nezadovoljstvo, Pojavljati pa so se mi začele bolečine v vratu, ker sem pa vsekakor se vedno obračala na stran, na levo stran, kjer sem lahko slišala, in se mi zdi, da sem imela kar zatekel vrata, In to me je začelo nekako motiti, tudi da slišim samo z ene strani, to me je pa pravzaprav zelo motilo, In takrat sem začela tudi bolj razmišljati o naslednjem vsadku, drugem vsadku. Odločitev za drugi implant je nekako prišla po 7 letih,
pa spet moram reči, da podpora okolice ob odločitvi za drugi implant ni bila briljantna. Opazno je, da so moji vrstniki, bom rekla, bistveno bolj dvomili in bili skeptični glede še ene implantacije. V tem času sem poiskala stike z osebami, ki so že imeli 2 implanta in so bili z odločitvijo zadovoljni. Prejem drugega implanta v lanskem covid letu je bila svojevrstna izkušnja, predvsem pa sem bila pozitivno presenečena nad obravnavo ob sprejemu na kliniko, razumevanje, da imam vsadek, da imam težave s sluhom, vprašanje vsakogar, ali razumem zmazko ali ne, iskanje mirnih prostorov, nekako se mi je zdelo, da sem na drugem planetu kot pred 7 leti in da mi ni bilo treba vložiti toliko razlage o komunikaciji. Menila bi pa še, da kaj sedaj uporabljam od dodatne tehnologije, Bluetooth zanko za Rondo 2, AudioLink za Rondo 3 in pa budilko. Vse ostale stvari pravzaprav skoraj da ne uporabljam. Je pa res, da včasih učenje uporabe vsega skupaj, vseh možnosti, ki jih imaš na voljo, učenje povezljivosti in pa seznanjanje z aplikacijami vzame veliko časa in ni tako preprosto razumeti, se povezati, včasih tudi uporabljati kakšno zadevo, rokovati s kakšno zadevo. In pa predno zaključim, vidim, da sem že majčkeno preko časa, bi samo želela podati napotek, da je zelo pametno, če si ljudje preberemo navodila, ki jih prejmemo, ker sem jaz preko ankete ugotovila, da si jih veliko ljudi ne prebere, pa Slovenci smo tudi nagnjeni k temu, vse znamo, pa vse vemo, da preverimo na spletnem mestu proizvajalca, vse imajo dobro razloženo, zdaj imamo Google Translate, si lahko vse prevedemo, preverimo na YouTubu, so slikovni posnetki, z razlagami, vprašamo v skupinah za podporo, pišemo na podjetje, ne boste verjeli, ampak prek Messengerja vsi odgovorijo. Jaz sem to bila neizmerno presenečena, da dejansko odgovarjajo na to in tudi razložijo in posredujejo vprašanje naprej. In pa, da vprašamo dobavitelje na servisu, No, zdaj bi pa samo pokazala še moj audiogram prej, in pa potem lahko, ne morem reči, da sem zdaj še optimalna, to je bilo iz lanskega leta, potrebujem nove nastavitve, odpravljam se na njih, ampak tako lahko rečemo centimeter, 2 na audiogramu pa pomenita spremembo v celem življenju, In pa fotografija vidno pa nevidno, Tukaj je čisto naključno nastala, pri meni se pravzaprav nobena invalidnost ne vidi, za razliko od tegale gospoda na invalidskem vozičku, kjer je invalidnost izjemno vidna, In pa še neka zahvala temle mojim članicam skupine, ki smo se dobile pred 2 letoma, mogoče je katera zdaj med poslušalci tukaj, upam, da se bomo v prihodnjem letu dobile tudi naprej, smo pa zastopnice Cochlearja, Advanced Bionica in pa Medela. Za konec pa še na mednarodnem nivoju se je odprla, se 25. oktobra odpira spletna stran CICA, in sicer gre za skupnost uporabnikov kohlearnih implantov in pa družin in ostalih podpornikov in zagovornikov implantov in pa predvsem rehabilitacije, ki je potem potrebna in doživljenjske oskrbe, ker lahko rečem, da živimo v prijaznem okolju, ki nam nudi marsikaj. Marsikje v Evropi, sigurno pa ne na svetu, nimajo takšne oskrbe, kot jo imamo mi. Se opravičujem za podaljšek in hvala vsem.